Poletje se počasi zaključuje in pred vrati je tudi že novo šolsko leto. In tudi zato bomo v drugem delu današnje oddaje govorili o povezovanju športa in izobraževanja. V naslednjem prispevku se bomo o usklajevanju šolskih in športnih obveznosti v času kariere vrhunskega športnika pogovarjali z našim nekdanjim skakalcem v višino, zdaj doktorjem prava in varuhom športnikovih pravic Rožletom Prezlom. Rožle Prezelj, nekdanji skakalec v višino, je s preskočenimi 232 cm še vedno slovenski državni rekorder. Trikrat se je uvrstil na olimpijske igre. Na igrah v Pekingu leta 2008 tudi v finale med peščico najboljših skakalcev v višino na svetu. Rožle Prezelj je danes doktor prava in varuh športnikovih pravic. Prvi, ki orje ledino na tem področju. Poleg tega pa še vedno ostaja v športu, tudi skozi delo v svoji atletski šoli. Jaz bom rekel, da nikoli nisem bil neki tak izjemen šolar ali pa kakorkoli, da bi imel neke same petke. Ampak po mojem, to je pač tisto, kar ti da tisto vztrajnost, da se pobereš to, kar rabiš v športu, kar rabiš tudi v študiju, da noben vsega ne zna, važna je pa pol ta pot, da ne vržeš puške v koruzo pa se vdaš v sodo. V svoji karieri vrhunskega športnika se je ves čas zavedal tudi pomena šolske izobrazbe. In od nekdaj je vedel, da želi študirati pravo. To sem imel skozi v zavesti, da pač fakulteto je treba narediti, srednja šola je pot do fakultete. Tako da pač jaz sem nekako tako gledal, bolj kot pa da bi zdaj rekel, da sem prvo rad hodil, ker veliko raje sem prišel na stadion. Od vseh šolskih klopi pa je imel najraje tiste na podiplomskem študiju. Pol se tudi zavedaš, zakaj si se to odločil si se za tisto, kar te pol nekako malo bolj že veseli, imaš neko podlago, nadgrajuješ samega sebe. Najbolj pa uživa zdaj, ko lahko dela na področju, ki ga zanima in ko je poklic hkrati njegovo delo, izziv in užitek. Zelo me veseli, da se lahko ukvarjam s pravom in športom, sem tudi varuh športnikovih pravic, to mi res tako daje eno tako motivacijo. In pa tudi tukaj popoldne, ko delam z otroci kot trener, mi je super in mislim, ne bi za nič zamenjal. In to je ta privilegij, ki ga imam, da delam tisto, kar rad delam in to me ful veseli, ker mi je v bistvu služba, če bi tako rekel, mi je hobi. Rabaš pa izobrazbo, da si lahko to prvošaš, da brez tega pa ne gre. Zato zavedanje o pomenu združevanja športa in šole prenaša tudi na svoje športne varovance. Sicer jaz sem kar strog, kar se tiče mojih atletin, da pač ne toleriram tega izmikavanja treningov zaradi šole, ker mislim, da vsem se da kar dost, če imaš red in predvsem to iz tega vidika, da se znajo otroci sami zorganizirati in da svoj čas znajo racionalno porabiti, ker to je pač v življenju vedno najpomembnejše. Seveda pa je veliko več vredno, kadar lahko drugim možno pot pokažeš kar svojim lastnim zgledom. V športu seveda sem bil tekmoval na olimpijskih, pa dosegel odlične rezultate. V šoli pa v bistvu tudi je študiral sam pravo, pa tako, da je zmogel on to vse kljub športu in vsemu temu treniranju. V bistvu daje včasih tudi kakšne take nasvete, ki ti pomagajo, naprimer pri učenju ali pa kako skombinirati učenje, treninge, da nam je vsem lažji, pa tudi včasih, ko smo mi živčne ali žalostne volje, nas tudi včasih malo on razveseli, razume z obe strani. Je zelo pomembna ta disciplina in v bistvu ta neka motiviranost, pa v bistvu to, da tudi mogoče, če zdaj rekel, pa upam, da nam narobe razumem, tudi malo slabše je dober, važno, da ti to združiš, pa da greš naprej. Itak na dolgi rok se vse to povrne, pa se tudi vse to nekako izbalansira. Odgovornost je ta, da je pač otrokom treba, da morajo narediti šolo. In to je tista stvar, ki je pomembna in pač šport ti lahko samo da tisto piko na i, da boš v življenju mogoče kaj več lahko dosegel oziroma kam višji prišel, če boš v bistvu te dva področja lahko združil.